Obdelava magnetov za zvočnike. Magneti v zvočnikih približujejo in oddaljujejo membrano in s tem ustvarjajo zvok. Da bi vedeli, kakšne magnete rabimo zanje, pa moramo ugotoviti, kako sploh delujejo. Glavne komponente zvočnika, na katere se bomo osredotočali v tem videu, so membrana, ki jo premika elektromagnet, in trajni magnet, ki pritrja na mesto. Magnet je material, ki je sposoben na druge magnete delovati z opazno silo, brez da bi se jih dotaknil. Ta sila je znana kot magnetna sila. Polje, kjer deluje magnetna sila, imenujemo magnetno polje. Magneti so lahko trajni ali začasni. Začasne poznamo pod imenom elektromagneti. Ti dobijo magnetne lastnosti, ko skoznje poženemo električni tok. Ko toka ni, te lastnosti izgubijo. Kako deluje trajni magnet? Dva trajna magneta se lahko privlačita ali odbijata. Najbolj znan trajni magnet je Zemlja, kateri na magnetno polje ustvarjajo tokovi v zunanjem jedru. Ta efekt najlažje vidimo s pomočjo kompasa. Njegova igla se obrača v smeri magnetnih silnic, ki izhajajo iz severnega pola Zemlje. Kot rezultat, igla vedno kaže proti severu. Na sliki so silnice Zemljinega magnetnega polja narisane v obratni smeri, zato ker geografski severni pol Zemlje ni isti magnetnemu. Ampak od kje pa pridejo magnetna polja? Že dolgo vemo, da sta magnetno polje in električno polje dve strani istega kovanca. To razloži, zakaj električni tok skozi žlico povzroči, da se magnet v kompasu odkloni. Vemo tudi, da magneti delujejo na več nivojih. Ti nivoji so nivo osnovnih delcev, nivo atomov, nivo skupkov atomov in nivo več skupkov atomov. Najprej bom razložil, kako delujejo na nivoju osnovnih delcev. V nasprotju z gravitacijo in elektriko lahko magnet popolnoma razumemo samo kot kvantno-mehanični pojav. Na isti način, kot imajo osnovni delci maso in električni naboj, ima večina delcev še eno značilnost, ki se ji reče magnetni moment. Temu bom od sedaj naprej govoril majhen magnet. Ta značilnost je enako osnovna kot to, da so elektroni negativno nabiti in protoni pa pozitivno. To nas pripelje do atomov. Atom je skupek pozitivno nabitih delcev, protonov, in delcev brez naboja, nevtronov, okoli katerih krožijo elektroni, ki pa imajo negativen naboj. Majhen magnet protona je približno 1000-krat šibkejši od elektronovega, zato jedro nima skoraj nobenega vpliva na magnetnost atoma. Poleg tega elektroni s kroženjem generirajo magnetno polje. Ampak kljub temu veliko atomov nima magnetnega polja. Takšni atomi imajo polne lupine elektronov. Magnetno polje, ki ga elektroni generirajo s kroženjem, se izniči, saj potujejo v nasprotne smeri. Poleg tega pa so elektroni znotraj parov obratno obrnjeni, zato se tudi ta magnetna polja izničijo. Atomi, ki pa nimajo polnih lupin, imajo elektrone usmerjene v isto smer, zato imajo magnetne lastnosti. Če pogledamo periodni sistem, vidimo, da so magnetne snovi tam, kjer lupine niso polni, kar potrdi našo teorijo. Na sliki so pobarvani najbolj feromagnetni atomi. To, da je atom feromagneten, pa ne pomeni, da tudi snov sestavljena iz teh atomov kaže te lastnosti. Recimo krom je zelo nemagnetna kovina, čeprav je njegov atom magneten, železo pa je zelo magnetna kovina. Ampak zakaj? Da odgovorim na to vprašanje, moramo nadaljevati na ravni enega skupka atomov. Delimo jih v tri skupine. Feromagnetne, drugače znano tudi kot magnetne, kjer se atomi obrnejo v isto smer in ojačajo svoje magnetno polje, neferomagnetne, kjer se atomi alternirajoče razporedijo in izničijo svoje magnetno polje. Zadnja skupina so paramagnetne snovi, tam atomi niso urejeni, zato je snov zelo šibek magnet. Če se osredotočimo na snovi, kjer so skupki atomov magnetni, opazimo, da te snovi v naravi velikokrat ne kažejo magnetnih lastnosti, dokler jih ne približamo magnetu. Zakaj? To je zaradi razporeditve skupkov atomov v snovi. Od sedaj naprej jim bom rekel domene.
Te so lahko poravnane v različne smeri, kar povzroči, da se njihov vpliv izniči. To pomeni, da tista snov navzven nima magnetnega polja. Lahko pa so vse poravnane v isto smer, takrat dobimo magnet. To dosežemo s tem, da ferromagneten material postavimo v tuljavo, skozi katero spustimo velik tok, kar vzpostavimo močno magnetno polje, ki te domene poravna v isto smer. Torej, če povzamemo, da je material magneten, mora imeti na pol napolnjeno lupino, njegovi atomi morajo biti poravnani v isto smer, zato da ojačajo svoje magnetna polja, in prav tako kot atomi morajo biti tudi domene poravnane v isto smer. Sedaj, ko vemo, kaj je potrebno, da je material magneten, se lahko pomaknemo na proces izdelave. Ta je sestavljen 6 glavnih delov: priprava materiala, oblikovanje materiala, izdelava zlitine, sintranje, toplotna obdelava, brušenje, zaščita in magnetenje. Med vsako od teh faz poteka tudi kontrola. Pa začnimo s prvo fazo. Najprej je treba pripraviti material v prahu. Magneti za zvočnike so sestavljeni iz neodija, železa in bora. Ta material segrejemo na temperaturo taljenja v posodi brez kisika. Ko se strdi, ga zmeljemo in gre v naslednjo fazo procesa. Tu se prah nasuje v orodje in stisne v stiskalnici, kjer je magnetno polje pravokotno na smer stiskanja. To zagotovi največjo gostoto materiala. Stisnjeni magnet je odstranjen in postavljen v komoro brez kisika, v kateri se nahaja argon. Tam ti magneti počakajo, dokler jih ni zadosti, da grejo v pečno sintranje. Tam jih spečemo v vakuumu in dosežemo končno gostoto, ki zagotavlja najboljše mehanske in magnetne lastnosti. Sintrani material še naprej toplotno obdelamo v vakuumu, kar izboljša končne lastnosti magnetov. V tej fazi so magneti že skoraj končani. Tu se jih le še pobrusi in zaščiti pred oksidacijo. To naredimo tako, da nanesemo zaščitni film, ki je pogosto fosfat. Vse do te stopnje smo naokrog prenašali le kos kovine, zato ga v zadnji fazi namagnetimo. Da to dosežemo, postavimo magnetne kose v tuljavo in skoznjo poženemo velik tok. Magnetna sila poravna skupine atomov in to ga pretvori v močan magnet.